Take the beat to the street. Take the beat to the street. Živjo! Tik preden skočimo na poletni oddih, bomo zažurali s preverjeno odličnimi Mi2, se pogovarjali z največjimi stereotipi in razvozlali misterij odlične generacije mladih novomeških filmskih režiserjev. Če pa vam v teh dneh še ni dovolj vroče, pa ne spregledajte Rdečega kabaraja. So bendi in potem so tisti bendi z dodano vrednostjo. Mi2 je tisti bend, ki ga slišite na radiju in si mislite, nisem vedel, da imajo toliko hitov. Tokrat so prišli v Novo mesto in pričarali idilično koncertno vzdušje v akustični verziji. Zdaj smo se to spomnili. Konc leta lanskega, ali bilo leto prej? Leto prej. Leto prej, ja. In kaj je bil povod za to? Ma veš kaj, v čem je bil vic, ne? Štroma enkrat zmanjkalo. Ma stari smo, vse nas boli, ne? Vse nas boli, moti nas hrup, moti nas prepih, motijo nas pozne ure in potem smo se odločili, če gremo mi lepo na teraso, tako kako je tu v San Sebastianu, človek sede, recimo posluša galebe, si pa pač misli, da so nekje, ne? Gleda švabice, kako šetajo po rivi, oziroma švabic niso pa dolenke, pa malo zapoje, Blue Spanish Ice, pa take stvari in gre lepo domov, v polnoči je v posli, zjutraj že lahko gre pa na ribičijo ob 6, recimo, ne? Za bend je akustika svojsten izziv, saj so ponavadi navajeni na električno verzijo nastopov. Mi gremo domov take občutka, da smo še normalni, recimo po akustičnem špilu. Ko po tistem električnem ti nekaj bobni, zuji v glavi, želodec te boli, zato ker probaš tisto situacijo malo s kakim pivom popraviti ali pa čem podobnim. Tu pa je vse en ta kulturni dogodek. Na naša besedila imajo ljudje občutek, da se kulturno obnašajo. Mislim, že zato. Dvigujejo, da se misli. V teh časih dejansko mi nekako poskušamo nadomestiti ves ta manjko na kulturnem področju in pač z poezijo, z melodijo in z dobrimi mislimi nekako na ljudi poskušamo vplivati, da bi pač vztrajali v vsakodnevo, da bi verjeli v prihodnost in da bi šli zgodaj spat. Ja, pa se zjutraj zbudili. Začetki benda segajo leto 1995, ko so na podstrešju enega od članov začeli z glasbenim ustvarjanjem. Super je bilo. Super je bilo, vse nas je dosti manj bolelo. Ja, pa to so še bili časi, ko smo še fure že imeli doma, pa so na tistem istem podstrešju se klobase sušile gor. Da so bile vaje, zmer bi rekel, en tak poseben užitek, ker smo sneli pol dol kak venec tistih klobas, natrgali pa narezali, pa kruha domačega. Če je prišel kak vampir, smo vzeli venec česna dol, recimo, ne? Klet je bila pa tudi spodaj. Po 6 albumih so fantje lani izdali dvojni CD s svojimi največjimi hiti z naslovom Decibeli. Za kaj takega mora imeti bend kar nekaj kilometrine. V bistvu smo veseli, po kolikih 17 letih smo dočakali en živo izdajo, tak neke vrste best of in smo veseli. Čeprav se jih drži sloves odličnega live benda, pa zelo radi tudi snemajo. Oboje ima nek svoj čar. Ne samo snemanje, koliko je super ustvarjati muziko. Imamo to en čisto tak poseben proces, dobimo se v Gorci, Zidanci po Dolensko, kjer imajo stop samo člani benda, spodaj je klet, sodi, zunaj roštilj.
tiste ustvarjalne Znani vaje. vem, da pa kitajsko pico prinese. Tiste ustvarjalne vaje se ponavadi zavlečejo tako za cel vikend, včasih niti inštrumentov ne vzamemo ven z avtov in je super. Potem so pa špili seveda, ker je pa stik z občinstvom, ker delaš tisto, za kar pravzaprav si. Ne moremo se odločiti, ko eno stvar delamo dolgo, se nam zlušta druga in obratno. To je tako, če ješ en cajt sarmo, pa se ti pasulja zlušta, pa ješ pasulj, pa se ti sarmi zlušta, evo, to je čisto ista stvar. Ker pa fantje ne počivajo na lovorikah, bomo lahko kmalu slišali kaj novega. Ja, malo se nam že kovca potem, da bi dali kaj od sebe, tako da zdaj recimo čez poletje smo v glavnem na špilih, za jesen pa planiramo, da bi se malo dobili v tisti naši gorci, zložili prve akorde skupaj z besedili, pa šli končno na tisti vrh, s katerega pola greš samo še dol. Ne, v bistvu bojimo te prelomne točke, ja, ker dejansko smo kar zadovoljni. No? Zadovoljni smo mi, zadovoljni smo z našo muziko, zadovoljni je folk oziroma poslušalci z nami in z našo glasbo. Tako da zdaj se bojimo tega breaking pointa, recimo, ko se bo vse obrnilo, ko ne bo nihče več ničemer zadovoljen. Tako da upamo, da te prelomne točke še dolgo ne bilo. Evo. Navdušena publika je zopet dokazala, da je nekaj na besedilih pesmi Mi dva, kar jim je zelo blizu. Glej, zdaj smo se lepo 5 minut pogovarjali, pa mislim, čeprav nismo čisto nič pametnega povedali, da bo to ljudem všeč, ko bo gledali na televizijo, recimo in podobno z našimi besedili. Nekaj za dodati? Mogoče res to, da se tudi v besedilih pesmi izražamo na enak način, kot smo se zdaj v tem pogovoru. Se pravi, nobene glume, nobenih skritih misli, vse na pladnju, taki smo, imejte nas radi ali pa pač ne. Malo se pohecamo, včasih pa znamo pa seveda biti tudi resni, tako da jaz sem zelo vesel, da ste se danes vzeli čas in naredili intervju z nama. Mi bomo danes z veseljem odigrali akustičen koncert in upam, da se bo tudi poslušalcem v Novem mestu ta večer še dolgo vtisnil še dolgo v tak prijeten spomin. Gremo skupaj. Bila je sladka ko med, bila je nežna kot cvet, bila je točna od drugih besed. Jaz na vodu sem svet, svojo zvezdo ujet in odpustil počasi velet. Docela nepričakovano je v zadnjih letih v Novem mestu zrasla kopica odličnih mladih režiserjev. Pot je tlakoval Klemen Dvornik, čigar film Kruha in iger je bil nedavno v naših kinematografih. Njemu pa je sledila še trojica Gazvoda, Verc, Bičak, ki je vedno bolj dejavna. Najdla se je ena generacija, upam, da bo kmalu spet kakšna druga. Super je, ne vem. Pa bilo je tudi lepo na akademiji biti v močnejši zasedbi, no. Trije Dolenci na kupu so nezmeri močnejši pol. Dobra ekipa smo, ne? Fajn se tudi razumemo, z Rokom recimo največ sodelujem, Žigatom smo tudi že skupaj delali, Klemen je v bistvu neko starejši, ni bil tudi druga generacija, ampak ga pa zaradi tega vsi se mi zdi, da cenimo kot enega izkušenega avtorja, pa absolutno tudi kot fajn človeka, no? Tako da sem bil prav vesel, da imamo razlog, da se srečamo. No? Jaz sem najstarejši med vsemi štirimi nami. V bistvu se mi zdi, da jaz sem bil prvi, ki sem prišel na akademijo iz te generacije. Pred mano praktično na ljubljanski akademiji ni še nihče iz Novega mesta študiral. In se je takrat, se mi zdi, tako neka intuitivna vrata so se odprla za vse ostale, ali pa neka taka nevidna vrata, ne, so se odprla in se mi zdi, da v bistvu v enem momentu smo bili kar naenkrat 4 na akademiji. Fantje so se nedavno pogovarjali o tem, kako lahko zgodbo preneseš na film. Film je v bistvu na nek način vizualna izkušnja. Predvsem to prvo, meni osebno je zelo pomembna, določenim avtorjem, ne vem, kot recimo Woody Allen tudi. Imamo pa hkrati ogromno nekih avtorjev, kot recimo Terence Malick, ki pa stvari pelje bolj poetično, bolj po svoje, bolj na nek način kot neke vtise iz otroštva, kot neke spomine. In tudi v literaturi. In na vse zadnje tako, da imaš literaturo, ki je izrazito narativna, pa literaturo, ki pelje stvari drugače. Predvsem gre po mojem za to, da ti nekaj kot človek začutiš pri tem. In to je dobra zgodba. Težko je reči, kaj so v bistvu slovenske zgodbe. Neki so
resnične slovenske zgodbe, nekaj je pa tisto, kar si Slovenci želimo, da bi bile naše zgodbe. In meni se, da so resnične tiste, ki jih včasih tudi nočemo slišati. In mogoče se rajše ukvarjam s takimi, kot s tistimi, ki si jih želimo slišati. Zdaj res je, da smo Slovenci nekoliko manjši narod, nas je 2 milijona, torej imamo manj zgodb kot neka država, ki ima 40 milijonov ljudi, torej ima 38 milijonov zgodb več, če rečemo, da je vsak človek svoja zgodba. Ampak jaz sem mnenja, da ni velikih, ni majhnih zgodb v tem smislu, so dobre, pa so slabe, bi jaz rekel. Zdaj, govor je bilo o tem, ali delati samo zgodbe, ki kažejo nek žalostno plat našega okolja, ali tudi pozitivno, kakorkoli, tudi odvisno od avtorja, samo glede na to, jaz se zelo rad ukvarjam z bolj pozitivnimi zgodbami, z narekovaji spet večjimi zgodbami. Slovenska zgodba se mi zdi, da je zanimiva, to je prvo stvar, da je zelo širok spekter, da v bistvu lahko vsak najde v slovenski zgodbi v bistvu sebe, da so zgodbe, ki so slovenske zgodbe, zelo različne in da v bistvu, tako kot smo se pogovarjali, v resnici imamo tudi ta razpon od zelo intimnih nekih zgodb, ki so v bistvu fizično majhne, ampak so v resnici po vsebini velike, do nekih zelo epskih zgodb. Sicer pa ima Žiga Verc izkušnje tudi s pomenom zgodbe v dokumentarnih filmih. Znotraj dokumentarnega filma jaz jemljem zgodbo zelo podobno kot na nivoju igranega filma. Se pravi, neka ta klasična dramski trikotnik, jaz ga probam zmeraj tudi v dokumentarnih filmih uporabiti, ker v bistvu funkcionira na podoben način. Mislim, ljudje v dokumentarnih filmih v bistvu ravno tako pripovedujejo neke svoje zgodbe, ki pa jih je potrebno predrugačiti oziroma dati v kontekst, da imajo nek razvoj, imajo nek razplet na koncu, kar se v bistvu zelo približamo igranemu filmu. Tako da to dvoje jaz nekako zelo enačim. Vsi 4 so trenutno polno zasedeni. Rok Biček je tik pred začetkom snemanja svojega prvenca z naslovom Razredni sovražnik, ki se bo odvijal na novomeški gimnaziji. V bistvu zdaj, ko se spoprijemam s svojim filmom, ki se dogaja na gimnaziji v srednji šoli, sem gotovo, da po 10 letih sem v bistvu že človek iz prave zgodovine, v primerjavi s to generacijo zdaj. Kar se tiče v bistvu jezika, recimo, moramo kar adaptirati scenarij, ki je že napisan v slang, ki se danes uporablja. Nejc Gazvoda po velikem uspehu svojega filma Izlet že načrtuje drugi film. Nov film bo v bistvu ljubezenska zgodba z naslovom Dvojina. In čeprav ima tako lep slovenski naslov, bo 80% nekaj v angleščini. Vedno sem si želel delati ljubezensko zgodbo in jo bom malenkost drugačna. Ampak se mi zdi, da bo povedala nekaj tudi od nas in tukaj in v času tukaj in zdaj, hkrati bo pa izrazito intimna. To, kar me zanima. Žiga Verc je dvignil veliko prahu že samo z napovednikom za svojo dokumentarno dramo Houston, we have a problem, ki bo govorila o jugoslovanskem vesoljskem programu. Ideja za Houston se je v bistvu razvila tako, da sem začel pisati scenarij za celovečerni igrani film, ki je bil tak epski, kot tem, kako Slovenci rešujemo svet in pred Marsom in tak slovenski Armagedon, sem da ni Bruce Willis not. In v sklopu tega raziskovanja, tako imenovanega researcha za sam scenarij, sem v bistvu naletel na to zgodbo, kako bi pa naši ljudje sploh imeli neko raketo in porajala se je v bistvu ideja o jugoslovanskem vesoljskem programu, katerega ostanke smo mi imeli v Sloveniji. Klemen Dvornik je trenutno razpet med več projekti, njegova velika želja pa je, da bi nekoč posnel film o Martinu Krpanu. Predvsem sem jaz, ko sem začel razmišljati, kaj bi rad delal, sem začel razmišljati o slovenskem heroju. Kakšen je, če je tak ameriški, ki sploh pa ni, ne? Kdo je slovenski heroj, s kom se lahko Slovenc kot nekim idolom herojskim, ne, s kom se Slovenci identificiramo. In sem gotovo, da je neka skupna točka med vsemi, ne, od Matije Gubca do, ne vem, kralja Matjaža do, ne vem, Petra Klepca, ne, na koncu v Cankarju do, ne, v Hlapcih. Dvornika namreč privlačijo njegove lastnosti vztrajnosti in doslednosti. Zasedba Stereotipi je konec lanskega leta izdala svoj prvenec z naslovom Stereotrip.
Fantje so kot skupina sicer že pričeli z delovanjem leta 2007, snemanja pesmi pa so se lotili že kar na začetku. Ja, tako je bilo. No. Mi smo v bistvu se že prej poznali ne, kot člani skupine. Pa smo rekli, da bomo pač probali malo bolj resno zadevo narediti. Ne. In smo tako začeli z videospotom na povabilo Dareta Kavriča. On je nam pač dal par predlogov, kako bi pač to izgledalo. In smo pač rekli, zakaj pa ne. In smo sredi Ljubljane pač v centru posebej tak lušen videospot, no, bomo temu rekli. Pesem Ljubi me brez milosti, s katero so pričeli svojo skupno glasbeno pot, se je že septembra 2007 tako med občinstvom kot med glasbenimi kritiki dobro prijela. Za nas je to bil nedvomno uspeh, ne, pač, ker recimo lih pri tem prvem komadu nam je Darje pomagal toliko, ker prej nismo imeli izkušenj s televizijo, tukaj je on priskočil na pomoč. Potem je pa pač nam pustil proste roke, ker je videl, da se je stvar prijela, smo pol šli svojo pot naprej, ne, pač z nekimi, bi rekel, pozitivnimi komadi, z nekimi, bi rekel, mogoče malo plesnimi zadevami, tako, no, da mislimo, da je kar radio friendly, da je pač poslušljivo, no, za širše množice. Kljub temu, da fantje prihajajo iz različnih glasbenih žanrov, so se ustalili pri pop-rock melodijah. Kot pravijo, jim to še najbolj odgovarja. Recimo jaz pa še en že bivši član, ne, so bilo ves čas bolj v pop muziki, no, bi rekel prej pop-funk, pa malo, jaz sem tudi malo bil v teh jazz vodah na začetku, ampak se pravim, no, to je pač neka skupna nit, da bomo imeli neka pozitivna besedila, malo s pridihom, mislim, malo popa, malo plesne muzike. Se pravim, ko si mlad, je težko formirati eno zasedbo, ki bi imela eno rdečo nit. Vse veste, ne? Vse tudi da veste. Pač, ko si mlad, to je polno energije, pa ni nekega osredotočenja, pač, se me zdi. In tukaj v tem bendu pol smo z nekimi našimi izkušnjami pač zbrali moči in to je pač sad tega. No, pač. Do zdaj so sicer izdali videospote, poleg pesmi Ljubi me brez milosti še za pesem Pokaži mi jo mal in Decemberski dan. Prvi spot je bil dejansko predstavitev vseh članov zasedbe, tako da se tudi malo vizualno vidi, kdo je kdo. Je tudi videospot kot tempiran. Zdaj drugi spot je bil malo mogoče, je bil na začetku za nas malo kontroverzen, ker smo imeli dosti kritik strani naših znancev glede na naslova, ne. Ampak jaz sem pač vedno rekel, da poslušajte komad do konca, ne nekaj vnaprej, dajte neke obsodbe, ker ni to, kar si vi mislite, ne. To je pač stvar posameznika, kako v bistvu glede na svojo osebnost, kako si interpretira pač nek naslov skladbe, ne. To se gre za skladbo Pokaži mi jo mal, ampak ta je bila glede na kritike, se mi zdi zelo pozitivno sprejeta. Tukaj smo imeli v spotu, je nastopila Miss Hawaiian Tropic, Tina Gaber, drugač pa ona je neka fatalna policistka, ki nas maltretira tam v zaporu, pač taka neka klasična zgodba, bi rekel ponižan moški pa domina ženska, no nekako tako. Pa še izkoristili smo plac v Videri, bi rekel, star zdravniški dom, ne, ki je propadal, ampak tik preden so ga podrli, smo mi še izkoristili kot za ambienta, ne, za videospot. Videospot za pesem Decemberski dan so zares snemali sredi decembra. Videospot smo res snemali v decembru, ne, tu nismo zdaj neki, bi rekel, fejkali. Tudi dosti smo ga posneli v enem dnevu, takrat je kratek dan, no. Okupirali smo eno Ljubljansko ulico, bi rekel, mal izven centra Ljubljane, Šiška, tam je ena opustela cesta, se zdaj veste, da je v gradbeništvu kriza, ne, in pač neki cajta delajo, potem ne, in smo to izkoristili, ne. Ljudje so se čudili, naredili smo, bi rekel, za mimoidoče, smo bili kot neka atrakcija, no, za tisti dan. Postavili smo posteljo sred ceste in pač ovirali promet, no. Vse skladbe so sicer združili na svoji prvi CD plošči Stereotrip, na kateri so stilsko precej različni komadi. To je spet neka zaokrožena celota zadnjih 5 let. Naslov CD-ja je Stereotrip, pač naš glasbeni tobogan, kako smo ga počasi gradili zadnjih 5 let. So pa gor čisto različne skladbe, ker sem že prej uvodoma malo nakazal, da smo mi nastopili na 2 festivalih, pa na EMI smo tudi bili. In zato so tudi skladbe pač različne, ker za vsak tak razpis se malo človek prilagodi, ne, z skladbo.
tako da skladbe so žanrsko različne, ampak skupna nit je pač besedilo in to je pač ta naš pečat od stereotipov. Svojega ustvarjanja ne nameravajo prekiniti, ideje za nove skladbe in ploščo so namreč že v njihovih glavah. Definitivno še ena plata, drugače pa še malo bolj to, ta mal, poletni pridih pri skladbah. No. To nekako nam še najbolj leži, smo zdaj pogruntali, ker prva plata je bila nekako kolaž vsega skupaj, so dejansko predstavljene vse skladbe, ki smo jih pač izvajali kjerkoli, oziroma se le posnete z nekim namenom in tudi žanrsko so različne, kot sem že prej omenil. Druga plata bo pa bolj skupna, bolj kohezivna, pač bolj enotna, bolj tematsko usmerjena. Ploščo lahko pričakujemo konec leta. Znoj, bleščice, vonj gledališča, diva v pernati opravi in fantastična rdeča. Nekako tako je pred kratkim izgledal večer v novomeškem Lokalpatriotu. Gostili so namreč klubski gledališki spektakel Rdeči kabaret. Jaz mislim, da smo videli eno fantastično predstavo. Jaz mislim, da smo videli, da je publika željna tega žanra in upamo, da bomo lahko še veliko nastopali, ker se zelo radi slačimo. Rdeči kabaret je sicer skupni projekt številnih ustvarjalcev. Ekipo sestavljajo dramska sekcija, trash dance ter zvučno-vokalna sekcija. Najbolj mi je všeč, da je popolna mešanca ljudi. Tukaj imamo dramsko sekcijo, to sva midve, glasbeno sekcijo in tudi fiskulturno sekcijo, mislim plesno. Plesalke in plesalci. Najboljše je, da med nami demokracija funkcionira. Punce! Pejte nazaj za štedilnike, tam je toplo. Dajmo si priznati, emancipacija ni uspela. Nekoliko provokativen kabaret je tudi publika v Novem mestu odlično sprejela. Življenje je kabaret pa je bilo glavno vodilo in sporočilo žgečkljivega večera. Živi samo za ta trenutek, ker res ne veš, kaj bo naslednji dan. Ja. Nastanek Rdečega kabareja je po njunih besedah nekoliko nenavaden. V igri so namreč tudi socialna omrežja. Priprava je potekala po skupini na Facebooku. Mi smo se zmenili, ker smo delali eno skupno delavnico z Marniso Karneski, ki dela New Burlesk jesen, in smo naredili super predstavo. In potem smo rekli, mi hočemo delati. In smo delali. Zelo resno. In smo se zmenili, kdo bi bil, in smo se po Facebooku zagovorili, kdo bo kaj. Midve sva celo vadile, ker midve so dramska sekcija, midve vadva. Tako smo se dobile, pa smo vadile. Pa sva se teple, pa sva se tudi veliko smejale, še preveč, v bistvu sva se več smejale, kad sva delale. Pa šminkale sva se vmes. To pa se zelo rade. Orgasm! And I don't fake either a double orgasm or even a multiple one. Prvič so Rdeči kabaret sicer predstavili v Ljubljani v sklopu mednarodnega feminističnega in queerovskega festivala. V prihodnjih mesecih pa jih čakata vsaj še 2 uprizoritvi. Čaka nas pa še Trnfest v Ljubljani, Škucev festival in mogoče gremo tudi čez mejo. V New York, mogoče. Sicer pa obljubljajo nove predstave, ki zagotovo ne bodo bile nič manj provokativne. Ja, vsekakor, ne. Dokler bo publika hotela gledati, bomo z veseljem vsak let. Mi imamo vsak večer kakšno novo točko.
Leta 2009 je na slovensko glasbeno sceno prišla nova zasedba. 4 fantje iz različnih koncev Slovenije so namreč združili svoje moči in oblikovali zasedbo Klejt. V bistvu prek interneta smo se dubali, najdali prek forumov, a ne. Potem smo se dubali, malo zadžemali, tako. Potem se je pa počasi pridružil še pevci in nekako smo pol tako nastali. Njihova glasba temelji na melodičnem in čustvenem vokalu, bogatih kitarskih aranžmajih ter udarni ritem sekciji. Taka, malo je temačna, no. Mislim, ni prav neki ful temačna. Se tako, malo je temačna, malo je sanjaška, malo je taka, no. Government's fault to try to kill your asses. People erase cause they have lost their patience. Fantje na koncertih preigravajo izključno avtorsko glasbo, ki zanje predstavlja univerzalen medij za izražanje čustev, mnenj in opažanj. Pri nastanku pesmi pa sodelujejo vsi. Najprej idejčka se pride, idejčka in potem skupaj naredimo nekaj, ne. In potem počasi še vokal in nekako pride pol v celoto. Se aranžma poštima in tako naprej. To malo traja, ampak ja, na koncu je super. V bistvu že sama melodija pove, o čem mi govori komad. Sej to se mogoče sliši tako, samo ne vem. Slišiš melodijo in ti potem pove eno zgodbo. Mislim, vsaj eno pikico in potem z tega razvijaš eno idejo naprej. Kljub temu, da fantje nastopajo predvsem v Sloveniji, imajo vse pesmi napisane v angleškem jeziku. Ja, ker bi radi bi še širše publike, ne samo slovenski, tako sporočili to, kar mislimo. Pred kratkim so posneli svoj prvi videospot za pesem The Animal Liberation. Gre v bistvu za videokolaž različnih teh posnetkov, ki jih je združil Luka Marčetič, ja, komik in režiser. In se mi zdi, da je to kar dobro združeno. And when we march towards a self-defining ending story, we won't apologize no more for taking our glory. Mogoče je malo družbeno kritičen, kar tudi ponazarja v bistvu te videoposnetki in tako naprej, kar je zelo aktualno tudi za današnji svet, bom tako rekel, ne samo za Slovenijo. Fantje sicer sanjajo tudi o svoji zgoščenki, ki jo bodo poskušali izdati do konca leta. Tudi brezpaničarji si zaslužimo nekaj dni dopusta, zato se svežimi dogodivščinami na male zaslone vračamo septembra. A brez skrbi, vmes bomo obiskali vse največje glasbene festivale na prostem. Najbolj divje utrinke si boste tako lahko ogledali v prvi septembrski oddaji. Čez poletje pa, saj veste, brez panike.